Hvala, Tjaša. Tehnična pomoč. Kar morate še paziti, predvsem študenti, ki ste morda državljani drugih držav v državo svoje, katere državljani ste, tam ne smete upravljati mobilnosti. Drugače, kot boste videli, letos imamo tudi je nov Erasmus, ker prvič tudi ni Velike Britanije, možnost imate upravljati mobilnost v državah članicah Evropske unije in v programskih državah Erasmusa, kar so še potem Liechtenstein, Turčija, Severna Makedonija, Norveška, Islandija. Število mest in trajanje izmenjave določajo te pogodbe, ki jih imamo sklenjene pravzaprav vaši oddelki. Tukaj imam eno opombo napisano, letos je res grozna zmeda na ravni Evropske unije, ki ni pravočasno pripravila orodje za digitalno podpisovanje pogodb, tako da smo še vedno v fazi podaljševanja pogodb. Večina pogodb načeloma se naj bi avtomatično podaljšala v leto 2022-2023, tako da upam, da do nekih grozno velikih sprememb ne bo prihajalo, je pa možno, da nam bo kakšen partner odpovedal pogodbo, pa nam to morda še ni javil. Tako da tale zvezdica velja kot opombo v ta namen. Prijavite se preko vašega VIS profila, na levi strani imate prijava za izmenjavo, v levem meniju, v samo prijavo naložite še motivacijsko pismo. Vaše ocene se bodo avtomatično izpisale na prijavni obrazec, ko ga boste pretvorili v PDF, ne boste ga več tiskali, in ga boste potem tudi poslali skupaj z motivacijskim pismom pristojnemu za izmenjavo na vašem oddelku. Zdaj, nekateri oddelki zahtevajo tudi neka dodatna dokazila, tako da preverite še na spletni strani samega oddelka. Nekaj jih imamo zbranih tudi na naši spletni strani, anglisti imajo vsako leto svoje zahteve še dodatne, v glavnem te oddelki, ki so tukaj spodaj navedeni. Tisti študenti, ki ste dvopredmetni oziroma dvodisciplinarni, lahko date 2 prijavi, vkolikor ste na obeh oddelkih odobreni, vas potem jaz po prijavnem roku, ki velja za oddelke, obvestim in se potem odločite, katera destinacija vam je bliže. Torej, ne pozabite, da tudi pošljete po elektronski pošti prijavo vašemu koordinatorju, ker se samo ocenjevanje vaše prijave je na oddelčni ravni. Osnovni pogoji so, da imate status študenta, za čas, ko ste na izmenjavi v tujini in da nimate nekih neporavnanih obveznosti, verjamem, da jih nimate, do samega programa Erasmus. Letos je tudi novost, da načeloma je omogočena mobilnost tudi študentom prvih letnikov prve stopnje, načeloma bi to bilo v našem primeru možno recimo za morda ponavljalce. Mobilni ste lahko, kot določa program, to je tudi novost, najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Zdaj, rekla bi, da realno pa to pomeni, da ste, če gre za semestrsko mobilnost, ste v tujini 5 mesecev, toliko tudi financira univerza za semestrsko izmenjavo ali 10 mesecev za celoletno. Naša univerza tudi omogoča financiranje 3-mesečnih mobilnosti za namen pisanja diplomske ali magistrske naloge, vendar bi vas tukaj samo opomnila, da ni nujno, da vse tuje institucije takšno izmenjavo podpirajo in pravzaprav želijo, da pridete in opravite izpite. Tako da to je tudi dobro, da se morda pred samo prijavo pozanimate naprej, ali je takšna vrsta mobilnosti možna. Torej, na samo študijsko stopnjo ste lahko mobilni 12 mesecev, se pravi, če ste na prvi stopnji, ste lahko recimo 6 mesecev oziroma 5 mesecev mobilni v drugem letniku, 5 v tretjem, ostanejo vam še 2 meseca, da lahko upravljate še Erasmus prakso. Torej, to je seštevek vseh mobilnosti v Erasmus programu. Rok, ki je za vas res najbolj pomemben in nespregledljiv, je četrtek 20.1.
Do tega datuma bo omogočeno oddajanje prijav preko VIS-a. Ob 23:59 se VIS potem zapre in oddajanje prijav ni več možno. Torej, ta rok je za vas res pomemben in do tega roka imate čas, da pregledate destinacije, se posvetujete z vašimi oddelčnimi koordinatorji glede samih destinacij in pač naredite prijavo. V sami prijavi lahko izberete 3 destinacije, ki so potem pač prva je vaša najbolj želena in potem tudi druga in tretja. Odobritev je na ravni oddelka, ki vas pač glede na prejete prijave in glede na pač možnost število mest potem tudi razvrstijo. Nekako po mojih izkušnjah vas pač probajo dati na vaše prve želje, kolikor je to možno, je pa pač izbor tukaj res v domeni oddelka glede na to, kakšno je število prijav in za katere destinacije. Mest je načeloma res dovolj, morda se res zgodi, da za tiste neke najbolj zaželene destinacije je več prijav, kot je mest na voljo. Načeloma pa potem to z vami skomunicira že vaš oddelčni koordinator oziroma koordinatorica. Kaj se potem zgodi naprej? Mi potem vse sezname pošljemo oddelčnim koordinatoricam in koordinatorjem, ki bodo imeli do 3. februarja rok, da nam prijave ocenijo in pač vrnejo sezname odobrenih in morebitnih neodobrenih študentov. Mi potem prijave vseh izbranih kandidatov posredujemo v službo za mednarodno sodelovanje na univerzo in vas tudi obveščamo o izboru s strani mednarodne pisarne. Potem pa vas v marcu, aprilu tudi najavimo, nominiramo na tuje ustanove v skladu z njihovimi nominacijskimi postopki. Univerza vas pa obvesti glede spletne prijave za finančno pomoč in pač glede prijave za štipendijo Erasmus in vse dodatke, to boste prejeli strani Erike Bovčine, bomo pa tudi v nadaljevanju šli čez te finance. Torej, tekom vaše izmenjave se boste srečali z večjimi mednarodnimi pisarnami, najmanj 3, lahko pa še več, ker je tukaj ponavadi še kakšna ESN sekcija, ki ima tudi nek podoben naslov International in nekaj. Skratka, kaj naredimo mi na fakulteti? Izvedemo razpis, skupaj z oddelki naredimo izbor študentov, vas nominiramo v tujino, z oddelčnimi koordinatorji, potem koordinatoricami pripravljate študijski sporazum in po povratku urejate priznavanje opravljenih obveznosti. Univerza v Ljubljani skrbi za finančne zadeve, torej z vami, ko po prijavi v spletno prijavo za finančno pomoč sklenete pogodbo, izplačujejo vam to osnovno Erasmus, finančno pomoč plus vse dodatke, do katerih ste upravičeni. Prav tako z njihove strani prejmete tudi to jezikovno preverjanje ULS, ki je obvezno za vse, razen za naravne govorce in seveda in mi in univerza smo pač zavezani tudi poročanju v vseh upravljenih izmenjavah, tako finančno kot tudi v sistem EVŠ. S tuje univerze po nominacijah prevzamejo informiranje o rokih in načinu prijave, o študiju, o kontaktih, ki jih morate kontaktirati za pripravo študijskih sporazumov, o možnostih nastanitvah in seveda vam morajo na koncu tudi izdati potrdilo o upravljenih obveznostih in tukaj nimam še napisano tudi potrdilo o trajanju bivanja na tuji ustanovi, to je v bistvu potem osnova za poračun izplačilo štipendije, je datum prihoda, datum odhoda potrjen s strani tuje ustanove. Večina komunikacije seveda poteka preko elektronske pošte, tako da le v tem času jo seveda pregledujte včasih tudi nezaželjeno pošto, če vam slučajno kakšno pomembno sporočilo vrže tja. Kot rečeno, poleg teh 3 nekih mednarodnih pisarn, international offices, boste verjetno v kontaktu še z neko študentsko sekcijo, z nekim buddy programom, tako da se bo te pošte kar nabralo. Je pa tako, da v vsakem obdobju urejate določeno stvar in se mogoče zdi veliko za urejati takole na veliko naenkrat, vendar tekom izmenjave ste vodeni in tudi mi smo neka podporna mreža na fakulteti, na univerzi, mednarodne pisarne na tujih univerzah, ki vas nekako vodimo čez ta postopek in glede na to, da je Erasmus res zdaj že častitljiv in star program, je tudi kar dobro utečen, tako da v tem niste sami. Postopek prijave na tujo univerzo
ni nekih enotnih rokov, seveda, ker pač tudi ni nekega enotnega študijskega leta znotraj Evropske unije in skratka, tukaj absolutno pazite na neke roke za prijavo, ki jih prejmete strani tuje ustanove. Zdaj, in tudi načina prijave. Večinoma so potem te prijave že neke spletne prijave, zahtevajo različne stvari, načeloma pa zahtevajo nek študijski sporazum, zahtevajo izpis ocen ponavadi v angleškem jeziku, to dobite na našem referatu, in zahtevajo nekatere ustanove tudi kljub temu OLS preverjanju tudi neko uradno potrdilo o znanju tujega jezika, največkrat angleščine. Večina vas je delala našo maturo in imate tudi B2, potem že certifikat o znanju. Veliko institucij to upošteva, tako da, vkolikor imate to dokazilo, pa če potrebujete tudi recimo potrdilo strani mednarodne pisarne, da imate, to mi pošljete potrdilo, da imate maturo z B2 in vam tudi mi potem lahko potrdimo. Upravičeno obdobje tega trenutnega razpisa, v katerem pa vi morate to mobilnost opraviti, je že od 1.6.2022 dalje do 30.9.2023. Načeloma je pa tako, da neke skandinavske države začenjajo prej, tako da že odhajate avgusta, več ali manj ste že kar tam. In Nemci končujejo zelo pozno svoj drugi semester, tako da ponavadi se z njimi potem bolj za te potrdila opravljenih obveznosti dopisujemo, da ga vi dobite pravočasno. Pred odhodom, torej pred odhodom morate imeti sklenjen študijski sporazum, če tudi ga boste potem, kot sem že rekla, verjetno še kaj spreminjali po prihodu na destinacijo, ker je obvezna priloga za finančno pomoč. Torej, mora biti podpisan z vaše strani, strani tuje institucije in strani vašega oddelčnega koordinatorja oziroma koordinatorice. Univerza v Ljubljani v naslednjem letu, mislim, še ne bo šla na to Erasmus without paper z študijskimi sporazumi, ravno zaradi teh zamud na ravni Evropske unije, tako da v tem trenutku se bojo pač te študijski sporazumi pač podpisovali še v principu pošiljanja po elektronski pošti in pač skeniranja dokumentov. V nadaljevanju pa pač upamo, da se bo tudi ta del res bolj digitaliziral. Kar je za vas pomembno, je, da na semester pridobite najmanj 20 kreditov v tujini, ki so vam tudi priznani za najmanj 20 kreditov, ko pridete nazaj. Torej, Erasmus nikakor ni to, da bi tukaj imeli že vse narejeno in greste delati neke dodatne stvari, ki vam jih ni moč priznati. Mislim, da nekih večjih težav na naši fakulteti v zvezi s tem v zadnjih že kar nekaj letih ne bi smelo biti. Študenti si radi puščajo zunanje izbirne vsebine, ki jih lahko delate v tujini, tako da pač so pa taka vsebinska vprašanja glede samiznih predmetov potem res za vaše oddelčne koordinatorice in koordinatorje. Če nameravate v tujini pisati diplomsko magistrsko delo, pripravite načrt dela, ki mora biti potrjen s strani mentorja in je tudi to lahko obveznost, ki jo naša univerza upošteva in omogoča in vas tudi, če greste delati samo to, lahko financirate za 3 mesece. Kot rečeno, je pa res, da ni pa nujno, da vse tuje univerze to podpirajo, tako da to pa velja preveriti. Ko pridete v tujino, nekje v roku res enega meseca, pa morate vedeti, katere pač obveznosti boste tam opravljali in pač ustrezno tudi popravite študijski sporazum, tisti del, ki je pač potem during the mobility. Finančna pomoč, to je dobro vedeti. Vi boste 80% vašega načrtovanega zneska dobili pred odhodom v tujino. Naša univerza se tega res striktno drži, zato vas tudi priganja, da se pravočasno prijavite v spletno prijavo za finančno pomoč, tako da vi v tujino dejansko odidete z denarjem, z 80% neke pričakovane vsote. Preostanek pa dobite po povratku, glede na dejansko potrjene dneve mobilnosti. Mi sicer govorimo o mesečnih zneskih, vendar je poračun potem dejansko narejen na posamezen dan, ki ga preživite v tujini. Torej, če ste v tujini, ne vem, 4 mesece pa 13 dni, je poračun narejen za 4 mesece pa 13 dni. To so zneski, ki veljajo za letošnji Erasmus, tako nekako za pač orientacijo, nekako
podobno pričakujemo v prihodnje. Kot vidite, sta skupina 1 in skupina 2 v istih stroških, pač teh državah z stroški, čeprav so prve programske države z višjimi bivalnimi stroškami, pač naša nacionalna agencija se je odločila, da da tukaj najvišje maksimalne zneske in pač skupina 3 ima potem nekoliko nižjo mesečno vsoto. Poleg osnovne Erasmus finančne pomoči, študentje prve in druge stopnje lahko pač ste upravičeni tudi do dodatka za Erasmus plus finančno pomoč iz strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, ki ima potem še neka dodatne omejitve, skratka morate izpolnjevati vse te pogoje, ki so tukaj napisani. Zdaj v zvezi z vsem tem boste obveščeni s strani univerze in vi boste delali eno prijavo za finančno pomoč, da se tega ne ustrašite. Skratka, ta dodatek Javnega sklada je pač vezan na državljanstvo oziroma te druge statuse, ko pač študenti oziroma njihovi starši tukaj bivajo oziroma imajo status rezidenta za daljši čas, plus vse te ostale pogoje, ki jih morate izpolnjevati. Potem je tukaj še dodatek za študentke in študente z okolji z manj priložnostmi. Višina tega dodatka bo znašala 250 € na mesec. Pogoji za upravičenost pa so, da prejemate eno od teh odločb Centra za socialno delo, državno štipendijo, da pač imate izpolnjene eno od teh alinej, ki je tukaj navedena. Tudi v tem boste vse obveščeni strani Erike Bolčine, ko se bo odprla prijava za finančno pomoč. To boste pač dokazovali z ustrezno naloženo odločbo Centra za socialno delo. Potem je to novost, ki je v Erasmus programu, je dodatek za zeleno potovanje. Kot veste, zdaj Erasmus poudarja digitalno, upajmo, in zeleno. No, in zeleno na način, da se spodbuja trajnostjo potovanja. Torej, tisti študentje, ki boste potovali v vaš kraj mobilnosti, in boste upravili večinski del potovanja s skupinskimi prevozi, kot so recimo avtobusi, vlaki, plovili, boste upravičeni do enkratnega dodatka za zeleno potovanje v višini 50 €. In tudi, če bo potrebno, recimo, če potujete daleč in bo zaradi tega vaše potovanje trajalo dalj časa, tudi do dodatno največ 4 financiranih dni. To boste z ustreznimi dokazili pač dokazovali po vaši upravljeni mobilnosti. Skratka, je pa res tukaj poudarek na večinski del, torej, če boste z GoOptijem šli do Benetk pa tam na avion, do tega dodatka ne boste upravičeni. Torej, večinoma bo verjetno vlak, avtobusi, javni prevozi. Študentje s posebnimi potrebami imajo pač posebna sredstva na voljo, da lahko uresničijo svojo mobilnost. Za njih je potem poseben poziv, na katerem potem pač dejansko kar že dosti konkretno javijo univerzi, kakšne posebne potrebe imajo in kako bi jih finančno pač ovrednotili za pač karkoli potrebujejo, ali morda dodatne spremljevalce, posebno namestitev, karkoli, potem pač to odobri nacionalna agencija in so te pač študentje upravičeni še do dodatnega financiranja, da lahko izvedete zadano mobilnost. Tako je, v covidu smo kar nekaj slišali strani študentov, ki so imeli predstavitve. Torej, zaenkrat velja, kolikor ste mobilni in v tujini, ste upravičeni do financiranja, če tudi tam potekajo recimo predavanja online oziroma se med tem, ko ste vi v tujini, preselijo na online. Rekla bi pač, da smo tukaj z univerzo res zelo fleksibilni, nas obveščate o vseh spremembah, ki se dogajajo, da sproti rešujemo zadeve, večjih težav mislim, da nismo imeli. Vkolikor delate pač mobilnost samo online s strani domače države, potem za ta čas niste upravičeni do financiranja. Minimalno trajanje fizične mobilnosti pa je 2 meseca, torej da
potem, da ne vračate zneska, vkolikor se pač zgodi neka višja sila ali pa morda tudi ne samo COVID ali pa bolezen, da morate vi predčasno zapustiti destinacijo ali kakorkoli, pač potrebujete neko potrdilo in univerza tukaj vedno pride naproti, se vse poračuna, tako da se pač ne rabite tega vnaprej bati, kaj se zgodi, če se zgodi, ali pa imeli smo pač, zdaj imamo COVID, imeli smo žal že tudi študente, ko so bili v času teh terorističnih napadov v Parizu, pa so se potem vračali in tako naprej. Skratka, univerza tukaj vedno pride naproti z najboljšimi rešitvami in tako da imate mi tudi najmanjše finančne posledice, če se pač zgodi neka višja sila ali nepredvidena situacija. O tem smo nekaj že rekli, pred izmenjavo naredite te OLS jezikovne preizkuse in potem ste upravičeni tudi do nekaterih tečajev. Licenco vam boste dobili strani univerze, naredite jo pred prihodom in po prihodu, tako da je to ena stvar, ki pač je bilo mišljeno, da bi naj vam, pardon, tle imam, pardon, naj bi pač se na ta način pač tudi dokazovali svoj nivo znanja v tujini jezika, kot pa rečeno, nekatere univerze vseeno pač želijo, da jim predložite tudi neka druge certifikate in potrdila, to potem pač rešujemo sproti. Je pa dobro, da si morda pogledate na spletne strani zahteve o znanju jezika, da vas potem ne presenetijo po sami prijavi, recimo za neke španske univerze, čeprav tja odhajajo naši anglisti, so vseeno zahtevali nivo znanja španščine B2, kljub temu, da so naši študenti pravzaprav šli samo na oddelek za anglistiko, tako da mogoče imate dovolj časa, da tudi pogledate te zahteve glede jezika na tuji ustanovi. O tem so nekaj povedali že študentke in študenti, ki so bili na naši predstavitvi. Erasmus je takole en tobogan, tudi emocij, skratka, vsem se zgodijo. Tole je v bistvu nekako mišljeno samo to, da to ozavestite, da če se bo to zgodilo tudi vam, so to povsem normalni občutki, in ne trajajo samo, ko ste na izmenjavi, ampak se en delček ponovi tudi, ko se vrnete domov, polni nekih doživetij v neko staro okolje, tukaj pa vse isto ali pa vse drugače, odvisno kakšna bo situacija. Skratka, Erasmus ni samo študijska izkušnja, je tudi izkušnja vaše osebne rasti na vseh področjih. Na kaj bodite pozorni? Nekateri so že rekli jezik, jezik, tudi pač sposobnost izražanja in pisanja v tujem jeziku. Zdaj pri nas je kar nekaj študentov tujih jezikov, ki pač vam seveda absolutno koristi Erasmus, nekateri pač študirate druge stvari in se pač prvič bolj izražate v tujem jeziku, tako da pišete naloge in karkoli. Potem je seveda ta socialni vidik, kot je bilo tudi že rečeno v predstavitvah. Nekako tukaj je verjetno realno, da boste več ali manj spoznavali Erasmus študente, ker ste večinoma ali pa veliko ste nastanjeni v študentskih domovih, ponavadi Erasmus študenti je celo skupaj, vsi ste pač tam brez neke socialne mreže in se ta socialna mreža začne plesti med Erasmus študenti, tako da je verjetno zelo možno, da se zgodi, da ne boste morda iz Finske ne boste prišli s prijateljem, ki je Finc, ampak boste imeli morda za prijatelja nekoga, ki je iz Slovaške ali pa Španije. Potem seveda emocionalni vidik, sigurno je kakšen čas pride tudi do motožje in pa pač ta akademska izkušnja, kot so že rekli tudi študentke in študenti, drugačen stil poučevanja, recimo več sprotnega dela, kakšna je komunikacija s profesorji, ali bolj formalna ali manj formalna, kaj je dovoljeno, kaj ni zaželeno. Skratka, vkolikor upam, da boste več ali manj v živo in ne toliko online, potem je najbolje se pač zgledovati po domačih študentih in pač nekako go with the flow. Torej, zdaj si predstavljamo, da ste vi na izmenjavi, super vam je, fajn vam je, pa ne bi šli še domov, To se kar dogaja, načeloma univerza najde sredstva, da
lahko financira podaljšanje izmenjav in ste študentje, ki ste na izmenjavi v prvem semestru, o tem obveščeni v mesecu decembru. Kaj potem potrebujete? Pisno strinjanje oddelka, da se pač s tem podaljšanjem strinja in seveda nov študijski sporazum, da pač tudi boste v tujini upravili 20 kreditov na semester za pač obveznosti, ki vam bodo tudi priznane. Tako da upamo, da tudi v naslednjem letu tega denarja bo dovolj za tiste, ki bi želeli podaljšati izmenjavo. Ko pridete domov, ne pozabite, da se s tem pač izmenjava ne zaključi. Kar se tiče naše fakultete, seveda morate iti čez postopek priznavanja vaših obveznosti, kar pač izvedete na oddelku z oddelčnim koordinatorjem, v tajništvu vam potem te obveznosti vpišejo v vaš elektronski indeks. Seveda pazite, da imate pač 20 kreditov upravljenih in 20 kreditov priznanih obveznosti. Bodite pozorni, da pač zaradi izmenjave ne ostanete brez statusa, da je pač brez covida mogoče enkratno koriščenje ponovnega vpisa ali absolventskega statusa. In seveda ne pozabite, da obveznosti, ki jih imate do univerze, da naložite na spletno prijavo vsa potrdila o zaključeni mobilnosti, da vam lahko poračunajo še preostanek štipendije. Nekje res si mi dezeriko želiva, da ste do konca oktobra vsi zaključeni, zato ker se potem začne tudi poročanje. Mi vas moramo vse poročati tudi v EVŠ, vse pač opravljene mobilnosti z vsemi priznanimi krediti. Tako, dvopredmetni študentje predvsem imate, to imamo napisano v naših merilih za reševanje študentskih prošenj, za študente prve in druge stopnje, tudi podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov. Torej, vkolikor ste na izmenjavi in ste nekje, kjer pač vaša druga študijska smer zelo trpi, zaradi tega ali tam ni mogoče študirati, lahko na ta račun, da zaradi tega, ker ste pač se izmenjave udeležili, ne bi bili kaznovani z izgubo statusa, zaprosite tudi za podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov in to ni enako kot ponovni vpis. To vam ne vpliva na pravico do pač tistega enkratnega koriščenja absolventa ali ponovnega vpisa. Prošnja za to, samo na to vas opozarjam, v tem trenutku se odda preko VIS-a do nekega določenega datuma, ki je nekje v drugi polovici septembra. Na ta datum pa potem bodite pozorni, da ga ne zamudite, vkolikor bi se zaradi vaše situacije, zaradi mobilnosti poslužili tega instrumenta. Zakaj Erasmus, kot so pač rekli študentke in študenti, to ni le študijska izkušnja, je neka celovita izkušnja, ki vas nekako tudi opolnomoči za nadaljnje življenje, pridobite pač neke izkušnje, se tudi omrežite, neke mehke izkušnje, znate reševati probleme, ste sposobni delovati v medkulturnem okolju, tako da je v bistvu dobro, da vašo študijsko mobilnost v bistvu osmislite tudi v tem kontekstu, ko se morda potem predstavljate vašim bodočim delodajalcem. Torej, dobite res neke izkušnje, se znajdete v tujini, ste zmožni reševati težave, probleme, ki pridejo, morda tudi spoznate življenjskega partnerja ali pa partnerja za določeno življenjsko obdobje v tujini. Skratka, le pogumno na Erasmus, mi smo tukaj zato, da vam stojimo ob strani, ko se za to odločate. Na univerzi je to Erika, ki jo bom potem prosila, da si bo prižgala mikrofon in vam pomahala. Naš institucionalni koordinator je gospa Bibi Ovaska, prav tako z Univerze službe za mednarodno sodelovanje. Oddelčni koordinator oziroma koordinatorica je profesorica, ki je na oddelku zadolžen za izmenjave. Seznam imate na naši spletni strani pod mednarodno pisarno. Fakultetni koordinator in mogoče pač vstopna točka za vsa vprašanja, razen za pač specifično vsebinsko študijska, sem jaz, tako da sem vam na voljo po telefonu, tudi osebno po predhodni najavi, po elektronski pošti, probamo hitro odgovarjati na vaše zagate in vprašanja, tako da ne bojte se vprašati, kadar se znajdete pač v zagati. Opozorila bi vas še na 2 razpisa, ki sta odprta. Eden je za kratkoročno mobilnost samo doktorskih študentov
in je veljaven samo za letni semester, in odprt imamo še naknadni razpis za praktično usposabljanje, ki pa je odprt za vse 3 stopnje, prav tako ima upravičeno obdobje za 30.9.2022. Tako da, če je kdo med vami, ki bi izkoristil še možnost prijave na ta razpis, sta oba odprta, sta odprt tip prijave, informacije so pa na naši spletni strani. Tako, to je to z moje strani. Imam tukaj samo še, imate na naši spletni strani tudi že zbrana pač pogosta vprašanja in odgovore, ki so jih pripravili na univerzi. Vkolikor vam je kaj ostalo neodgovorjenega, boste morda odgovor našli tudi tam. Tako, to je to z moje strani. Zdaj pa bom nehala jaz to deliti in prosila Eriko, da vas pozdravi. Ja, hvala lepa, Anja. Najprej hvala za povabilo na ta informativni dan. Hvala pa tudi vsem študentom. Se mi zdi, da je bilo super slišati te izkušnje, no, sploh pa zato, ker so bile številne izmed njih izvedene v covidnih časih, ampak kljub temu so imeli študenti lepe izkušnje, tako da, če so tako dobre izmenjave v covidnih časih, kako je šele, ko so razmere normalne. Ja, jaz bi mogoče samo ta finančni vidik še enkrat poudarila, ker študente velikokrat skrbi, če boste imeli dovolj finančnih sredstev. Ja, Erasmus finančna pomoč res sofinancira študij v tujini, se pravi, nekako ne gre pričakovati, da si boste s tem pokrili vse stroške, ampak mogoče samo za občutek, no, če primerjamo te zadnje zneske, ki smo jih zdaj podeljevali študentom, pa te zneske, ki so vam bili danes predstavljeni, pa tudi v bistvu dosti podobne zneske pričakujemo v letu, ko boste vi odšli na izmenjavo, lahko vidimo, da gre že približno za 100 evrov razlike, kar se potem pri končni vsoti kar pozna, no. Tako da naj to ne bo ovira, da se ne bi odločili za Erasmus plus mobilnost. Toliko, no, mogoče na kratko z moje strani. Vsekakor, ko nas bo Filozofska fakulteta obvestila, da ste izbrani za Erasmus plus izmenjavo, začenjate dobivati potem sporočila tudi z naše strani. Če je pa karkoli še pred tem, vmes ali pa potem po mobilnosti, smo seveda na voljo kadarkoli. Tako, toliko na kratko. Hvala, Erika. Jaz bi zdaj predlagala, da v bistvu gremo pogledati, če so še kakšna vprašanja. Jaz nisem vmes, priznam, gledala našega četa in vam tudi predlagam, da če imate kakšno vprašanje, ga zapišite, pa vam bomo pač odgovorili. Torej, kar se tiče naše angleško govoreče študentke, smo na voljo v mednarodni pisarni Vavia. Of course, you can call us whenever you want or come to our office if you need any more information also from our side. Anja, spet mogoče samo eno drobnerijo. Lahko. Hvala. Torej, sem oddelčni koordinator na oddelku za zgodovino. In bi samo eno drobnerijo še dodal, in sicer Anja je že omenjala seveda izmenjave dvopredmetnih študentov. In v tem kontekstu bi omenil samo eno zadevo, ker se je na oddelku izkazalo ravno zdaj, ko smo se pogovarjali študenti, da jih mogoče tudi jaz sam nisem o tem dosti dobro informiral, pa verjamem, da obstajajo podobne dileme tudi na drugih oddelkih. Torej, Anja je omenjala specifičen primer, ko v sklopu Erasmusa lahko opravljate samo obveznosti za eno od svojih študijskih smeri. Precej pogosto se pa v bistvu zgodi, da vi lahko opravljate v tujini obveznosti za obe študijski smeri. In dovolj je, da ima v bistvu v tem primeru sklenjeno pogodbo eden od oddelkov, prek katerega greste, seveda pa se mora potem tako vaš domač oddelek, prek katerega greste, kot tudi oddelek v tujini, ki vas gosti, strinjati s tem, da opravljate tudi obveznosti za drug oddelek, ampak običajno to uredimo, saj na našem oddelku smo to vedno uredili. Tako da dvopredmetni študenti, vsekakor tudi za vas so možnosti mobilnosti zelo široke in zelo velika verjetnost je, da boste v bistvu lahko za oba oddelka v tujini upravljali obveznosti. Hvala. Najlepša hvala, Žiga, drži. Mogoče sem to res, hvala za to dopolnitev.